Dobrodošli v video predstavitvi hitrega pregleda v spletni aplikaciji Gwin.com. Navigacija omogoča hitri preskok že gledanih subjektov in oseb. Z enim klikom se uporabnik hitro in enostavno prestavi na zadnjo gledano vsebino. Nad prikazom podatkov o podjetju se vrstijo zadnje najbolj aktualne novice podjetja, ki jih ne smemo spregledati, saj predstavljajo mehki del poslovnih informacij. Po kliku na novico se novica prikaže v polnem tekstu. Najbolj sveži registrski in kontaktni podatki se nahajajo v glavi podjetja. Uporabniku je na hiter in enostaven način podan tudi status podjetja. Ta je lahko blokirano, izbrisano ali insolventno. Omogočeno je dodajanje podjetja v uporabniški portfelj. Če podjetje dodamo v portfelj, bomo avtomatično prejemali dnevno vse ključne spremembe za dodani subjekt na svoj elektronski naslov. Hitre povezave omogočajo podrobnejšo analizo finančnih podatkov in bonitetnih informacij s skokom v aplikacije Finbon, Finplan, Krediček in tudi pregled letnih poročil. Vse informacije v povezavi s subjektom lahko sporočimo tako, da kliknemo na Javi spremembo. Sporočilo bo tako posredovano v uredništvo Gwin.com, kjer bomo poskrbeli za preveritev in objavo poslanega popravka. Poglejmo si blagovne znamke. Prikazane so vse registrirane blagovne znamke na Uradu za intelektualno lastnino Slovenije. Informacije so prikazane v grafični obliki. Objave in novice so po novem pregledneje urejene v smiselne in vsebinske sklope. Aktualno združuje vse zadnje najpomembnejše javne objave v sodnem registru in objave novic v časopisnih poslovnih medijih. Sodni register je urejen v področja statut, ki obsega ustanovitvene akte in vse spremembe v zvezi z njimi ter pooblaščenimi osebami. Skupščine obsegajo sklice in sklepe skupščin, ki so jih sprejeli lastniki. Nadzorni svet obsega vse sklepe, ki so jih sprejeli nadzorni organi. Investicije obsegajo informacije o pripojitvah ali odtujitvah podjetij, deležev in podobno. Članki zajemajo novice iz poslovnih medijev. Dodan je podatek o tržni poziciji v dejavnosti. Kaže pozicijo oziroma podjetje v dejavnosti med vsemi subjekti v Sloveniji, ki so znotraj glavne dejavnosti, za katero je registrirano izbrano podjetje. Rang podjetja v dejavnosti je določen po 5 kriterijih, od dobička do prihodkov. Zadnji podatek predstavlja število aktivnih subjektov dejavnosti, zelena barva kaže, da je podjetje v zgornji tretjini vseh registriranih subjektov dejavnosti. Rdeča ponazarja, da podjetje po določenem kriteriju spada v spodnjo tretjino konkurentov, rumena pa označuje srednjo tretjino konkurentov. Grafična slika v sekciji finančnih podatkov enostavno prikazuje pretekli trend izbrane postavke v zadnjih 10 letih in nam pove, ali podjetje raste ali stagnira. Statistika ogledov pa prikazuje absolutno število ogledov subjekta po mesecih za zadnje leto v aplikaciji Gwin. S tem podaja informacijo o nivoju zanimivosti ali pa kritičnosti subjekta. Bonitetna ocena odraža kredibilnost podjetja. Izračunana je izključno le za gospodarske in samostojne subjekte, ne obstaja pa za finančne inštitucije, kot so banke, zavarovalnice in državne inštitucije. Finančna ocena je prikazana z boniteto od A do E, ponazarja uspešnost in likvidnost podjetja. Ocena A je najboljša bonitetna ocena, E pa najslabša. Temelji na 6 bonitetnih kazalnikih, ki so na podlagi segmentacijske analize normirani v vrednosti, kot jih prikazuje graf. Ocena od 1 do 3 ponazarja verjetnost, ali bo podjetje predložilo finančne izkaze in če bodo le-ti izkazovali poslovno aktivnost v prihodnjem letu. Ocena 1 podaja informacijo, da bo podjetje v naslednjem letu z veliko gotovostjo poslovno aktivno in obratno. Bonitetna ocena je podana tudi v pisni obliki s prikazom trenda gibanja finančne ocene.
Semafor v grafični obliki izraža, ali trenutni dogodki lahko vplivajo na poslovanje v prihodnosti. Zato svetujemo, da je nujno preveriti bonitetno oceno v podrobnosti. Bonitetni podatki, kot so število tožb za zadnje 2 leti, število blokiranih dni v zadnjem letu in vrednost zadnjega plačilnega indeksa. Barva ponazarja kritično vrednost posameznega podatka. Svetujemo, da pri ocenjevanju bonitete dobro pregledate vse bonitetne podatke in ne le enega izmed njih. Izkaznica omogoča pregled dodatnih registrskih podatkov subjekta. Sekcija o tekočem računu prikazuje seznam trenutno vseh odprtih računov. Poleg je status, ki nam pove, ali so na računu rezervirana sredstva. Status je podan v rumeni ali rdeči barvi. Rumena označuje rezervacijo sredstev na računu za dobo do vključno 3 zaporednih delovnih dni. Rdeča barva označuje rezervacijo sredstev na računu za dobo 4 ali več delovnih dni. To informacijo navajamo kot blokado. Na klik več so dosegljive dodatne informacije o bančnih računih. Pri subjektih je prikazanih do 5 največjih lastnikov podjetja, med zastopniki pa je prikazanih do 5 aktualnih zastopnikov subjekta. Na klik več so dosegljivi podatki o vseh lastnikih in zastopnikih.